Ko drevo ljubi, sonce, zvezde, veter, viharje, tiha jutra, megleno barje, pripoved ptic, večerne zarje. Tina Vrščaj, lepo vas pozdravljam. Ja, pozdravljeni. In vam čestitam za nagrado Modra ptica. Hvala. Nekoliko osebno vprašanje, ste kaj praznovali izid knjige oziroma nagrado? Sem, nekako je bilo to praznovanje povezano z mojim rojstnim dnevom, ker sem ravno na rojstni dan v bistvu prejela nagrado, tako da nisem čisto dobro vedela, česa se bolj veseliti. Pomembno je, da ste se veselili. Nagrada je bila verjetno lepo presenečenje. Ko ste snovali roman, ste morda upali na nagrado. Verjetno ste. Nisem še imela takrat tega v mislih, ker sem v bistvu po naključju izvedela za natečaj, ker nekako ne sledim jaz to tem portalom in natečajem in tako naprej. In mi je potem moja urednica mladinske knjige, teh otroških pravljic v bistvu slučajno rekla, imaš roman končan, konec junija je rok, za oddajo Modre ptice. In šele to mi je dal idejo, v bistvu. Tako. Občutek imam, da je ta vaš roman, v katerem igrajo čustva zelo pomembno vlogo. Pa bi jaz prosil, da z te perspektive čustev ocenite, kakšno mesto ima ta roman v vašem opusu. Ja, veliko bolj odprt, veliko bolj direkten in pa tukaj ni več tistih kompromisov, ki so bili prej. Nekako vedno se mi zdi pisatelj nek kompromis sprejme. Ali se vrti kot maček okoli vrele kaše in besediči, da bi bilo bralcu jasno, kaj hoče povedati, in porabi ogromno strani in ogromno bralčevega časa in tako. In žrtvuje pač to neko učinkovitost, nekega instantnega, direktnega zadetka v polno. Ali pa pač drug kompromis, nek preveč preprost, preveč banalen jezik, ki žrtvuje vso kompleksnost in detaljnost. Tako da tle sem rekla, da se ne grem ne enega, ne drugega kompromisa, ampak direktno zadetek v polno z vsakim stavkom in hkrati ohranjanje te večpomenskosti. Kaj vas je spodbudilo k tej odločitvi? Mogoče čisto življenjske okoliščine, ker sem dejansko imela zelo malo časa. Z malimi otroci imaš pač malo časa za pisanje romana. Ni to tako kot prej, cele dneve in noči lahko pišeš, kadar se ti zljubi. Pol, ko imaš majhne otroke, pač tako, ko imaš čas, moraš biti takrat zelo discipliniran, zelo hiter, zelo odločen. Poleg tega sem še iskala službo, jo tudi dobila, na tisti točki prekinila pisanje in se potem čez nekaj mesecev, ko sem službo spet izgubila, pač zaradi pogodbe za določen čas, se spet vrnila k pisanju. Skratka, tle sem morala v bistvu biti zelo disciplinirana, da sem pač ta roman v nekem enotnem ritmu pol pripeljala do konca. Kaj pomeni v vašem besedišču sintagma zelo disciplinirana? Prilagoditi sem se morala pač življenju, takrat, ko je pač bil čas, ker če otrok zboli, ne moreš, potem, ko je bila korona, so bili doma otroci, nekako ne moreš, oziroma če dobiš, 2 uri časa, ker ima očka otroke ali kakorkoli, se pač takrat zbereš, fokusiraš, poiščeš tisti navdih spet in pišeš, In še druga okoliščina, zaradi katere je jezik tak, kot je, se pravi direkten, jedrnat. Kratki stavki. Druga okoliščina je ta, da sem dejansko pomislila na današnje bralce, ki niso več zmožni pač tolikšne koncentracije, niso navajeni brati debelih knjig, niso vajeni poglobljeno slediti neki temi zelo dolgo. In hotela sem enkrat za spremembo, v nasprotju s prejšnjimi deli, srečati bralca, priti do njega, z vso vsebino, s poročilom ga dejansko doseči, da bi se zgubili v vrtincu nekih mojih misli. In ti kratki stavki so zelo učinkoviti,
Ja, upam. Ja. Zdaj, kar prihaja do mene odzivov, no, so zelo pozitivni. Poganjajo pripoved nekako naprej, ne? Z nekim ritmom, dinamiko. Tako, Ja. tako. Kaj pa sama zasnova pripovedi? Kako ste zasnovali to pripoved? Ja, pravzaprav nimam vnaprej načrta, a ne. Jaz enostavno vidim prizor in ko je ta prizor povezan z neko temo, ki me že dalj časa muči, nekako čutim, da bo to verjetno šlo v roman, potem pa ne zasnujem naprej niti likov, niti zgodbe, ampak se to dogaja med samim pisanjem. Zato, ker šele ko jaz pišem, v bistvu šele dobim ideje. Največkrat, ne. Pripoved je linearna, potem se pa tu in tam pojavijo neke vrste zastranitve, retrospektive. Kakšno vlogo odigrajo, kako ste jih pripeljali v tekst? Želela sem pač čim večjo kompleksnost, ne, tako kot je življenje kompleksno. V vsakem trenutku smo razpeti, ne, med službo, med družino, med misli na prihodnost in tako. In bivamo na nekako več nivojih, kot pa to zgleda drugemu, našemu sočloveku, recimo, ne. Vedno bivamo nekako zelo kompleksno in čustveno in miselno. In to kompleksnost pač potem prinašam v tekst prek tega, da se ona spominja, Eva, ne, junakinja, svoje mame, ko vzgaja otroke, v bistvu se ji obujajo te spomini, kako je njena mama z njo ravnala, kaj je rekla, sliši te besede, tako da hkrati razčiščuje odnos z mamo, sprejema svojo preteklost in ob tem vzgaja svoje hčeri. Spustili ste ime junakinje. Je njeno ime naključje? Zakaj ste se odločili za njeno ime? Prvi vrsti mi je bilo verjetno všeč, pa tudi ta simbolika imena Eva se mi je zdelo, da kar pristaja. Pač Eva kot zapeljivka, recimo, ki te zapelje v skušnjavo, ki ti da, da spoznaš neko resnico, recimo, ne, če gre tukaj po eni strani za neko čustveno resnico, po drugi strani za neko okoljsko resnico, se pravi nekaj, kar naj bi človek spoznal. Gre tudi za namig na izgon iz raja? Tudi ta namig, ja, je zelo pomenljiv tukaj. V vašem romanu je tudi ljubezenski prizor o raju, morda bi nam ta odlomek prosim prebrali. Lahko. V odročnem kotičku za plezalnim vrtcem je Gregor Evo položil na tla. Razgrnil jo je kot podlogo za piknik. Nanjo bo položil dobrote in iz njenih stegan bo pil. Bil je gosto poraščen, njegov vonj animaličen. Vzel je vejico in jo žgečkal po skritih kotičkih, po najbolj odročnih, preznojenih kotičkih. Igral se je z njo, ampak zares. Svojo vejo se je dvigal nad njo. Je res rekel brzaka? Vse jo je bolelo od neudobnih tal. Storže borovcev, kamenje in korenine je čutila v hrbtu. Iglice so jo pikale. S hladno, zaobljeno skalo v malem je drgnil po njenem mednožju. Že sam dotik kamna je bil čutni višek. Eva se je izlivala z gozdnimi tlemi. Postala je izvir vode, ki je privrela iz podzemnega skalovja. Nekaj snopov svetlobe je posvetilo nanju skozi pahljačasto listje. Opazovalo ju je sonce. Zlivala se je s tlemi. Gregor se je zlival vanjo. Slišala sta oddaljene glasove, a ju niso zmotili. Ljubljanje ni imelo konca. Nekako sta vedela, da tega človek ne more ponoviti. Zato raje nista nehala. Ampak nazadnje sta se le upehala. Spet sta oblekla plezalne cunje. Ona si je nadela njegovo majico, on pa si je njeno zavezal okrog vratu in šel zgoraj gol do avta. Tako sta se zvezala. Tina Vrščaj, hvala, ker ste nam prebrali lep odlomek iz svojega romana Na klancu. Tukaj sta vaša junaka, Eva in Gregor, nekako v paradižu. Ko vi pišete roman v začetku, nekako niste več v paradižu. In Gregor je ta, ki se umika iz življenja pred
ekran takšen in drugačen, se izgublja v nekem digitalnem svetu, ampak bralka, bralec ne izvesta, zakaj se je preselil v ta digitalni svet, kaj ga je izgnalo iz raja. Tukaj nekoliko pogrešam neke vrste psihološko motivacijo. Nekako nekje omenim, da tudi on ni imel ravno srečnega otroštva. Oče je tudi tam zapustil družino, tako da se na nek način ta situacija potem ponovi. Mama je očitno želela drugačnega otroka, živela pač z nekimi svojimi pričakovanji, ki jim on ni mogel zadostiti. Tako da je potem ni bila navdušena nad njegovimi fantovskimi rečmi in tako naprej, ker je počel, ne vem, tvegane reči, umazane reči, kakorkoli, in je bila srečna, ko se je nekako se srečal z računalnikom in začel pač vse več časa preživljati z računalnikom, ne, pa karkoli je že počel, igrice, programiranje. Kot pravite, Gregorjev oče je nekako odsoten, Evin oče je odsoten in to je zdaj videti skoraj da kot neke vrste usoda. Gregorja to definira, on se temu očitno nekako ne zna upreti. Kako to, da ste tako nekako deterministični do teh svojih junakov, da so nekako določeni, da se ne znajo premakniti, da se ne znajo odpreti, da ne znajo živeti življenja? Gregorja, mislim predvsem, ne? Ker je neke vrste tak ranjeni, belopolti moški srednjih let, skoraj srednjih let. Nekako to vidim v življenju, ne? To opazujem pri ljudeh in se vsakič znova čudim in žalostim, zakaj nismo ljudje s tako razvitimi možgani in še s toliko tudi neizrabljenega potenciala v možganih, zakaj nismo zmožni preseči tega determinizma, ne? Zakaj še vedno kot odrasli, tako kot tudi Eva recimo, ki je vseeno nekoliko bolj odprta, ne? In zmožna sprememb, še vseeno tudi ona se vrača v otroštvo, nekako žaluje, čuti nek manko, ne? Torej, zakaj je tako težko, ne vem, sprejeti to, zdaj smo odrasli, zdaj živimo svobodno oziroma se sami odločamo in tako naprej in realiziramo nek svoj karakter, nek svoj potencial, ne pa to, kar smo dobili, a ne, z vzgojo in tako naprej. Vidim pač, da nekako taka je resničnost, da se ljudje le malo po majhnih korakcih, pa še to samo nekateri spreminjajo, ne. Dejali ste, da se sprašujete, zakaj. Kakšen je pa vaš odgovor na ta zakaj? To je neka takšna, ne vem, višja zakonitost, ne. Kot zaradi nekih teh zakonitosti tudi delamo z naravo tako, kot delamo, ne. In tu ni preprostih rešitev, ne. Ker je tu pač ta človeška psihologija. Verjetno smo nagnjeni k temu udobju, ki nam ga nudi to, kar poznamo, a ne. Na nek preprost način rečeno, seveda. Se pravi, če poznamo bolečino iz preteklosti, se na nek način tudi k tej bolečini vračamo, namesto da bi preprosto začeli nov dan, obrnili nov list in postali naenkrat bolj vedri in delili to vedrino tudi drugim naprej, ne, prihodnjim rodovom in tako. Neka ta determiniranost je dejstvo življenja. Hkrati pa ne zanikam naše svobode. Možnosti spremembe. Tako. To obstaja, to vedno obstaja, ampak koliko se je pa poslužimo. Pravzaprav ste lepo opisali to Gregorjevo negativno izkušnjo, hkrati pa Evi uspeva ta sprememba skozi ves roman in me zanima, ali je njena sprememba nekako tudi vezana na njeno materinsko izkušnjo. Ja, gotovo, da jo to spreminja. Ja, da se pravi, so tle spet tudi neke zunanje okoliščine ali pa to, da jo Gregor zapusti in tako, ki nekako izzovejo, ne, te spremembe. Se bolj zaveda življenja, bolj ga uživa, bolj ga čuti. Ja, tako. In hkrati sem res želela prikazati nekako to, da sprejema odgovornost, ne, da se pravi sprejema nase, ne, en velik del pač ne samo krivde, ampak potem tudi tega, da lahko nekaj spremeni, da lahko nekaj naredi, ne samo za svoje otroke, ampak recimo, ne, za
dobro, malo pretirano rečeno, ampak za ves svet. Nekaj. Do te tematike še prideva, ampak če ostaneva še za hip pri Gregorju. Zakaj mu ta očetovska izkušnja ne pomaga? Ker ima možnost vendar, ne, da bi rastel, da bi živel z nekom, da bi nekomu pomagal, da bi sprejel neko odgovornost in vse to nekako zanika. Zakaj? To je spet nekaj, kar opažam pri pač mnogih fantih in moških moje generacije in tudi mlajših generacij in tako, da v bistvu on niti nima potrebe. On bi zase rekel, da je v redu očka, ne? Da pač da daje to, ne? Služi denar, ne vem, prinaša darilca recimo in tudi občasno tudi nekaj časa preživi z otroci in tako. Verjetno njemu to zadošča, ne? Ima pač tukaj veliko manjše potrebe oziroma drugačna pričakovanja in drugače vidi svojo očetovsko vlogo, no, kot jo pa pač vidi Eva oziroma pogosto ženska, kaj pričakuje od moškega in moški, kaj se mu zdi, da bi moral dati, ne? Na tak način je to spet nek vzorec, ki sem ga opažala, ne? Pri pač mnogih ljudeh. Pozabil sem vas vprašati glede naslova. Na klancu. To se zdi kar pogumen naslov. Zakaj ste se odločili za ta naslov? Kako je potekal ta premislek? Kaj sporoča bralcu? Ja, res je nekako drzen. Tako kot je tudi slog drzen, ne? Ja, slog je tak, ti stavki so dobesedno neki aksiomi, ne? In se mi zdi, da jih tema absolutno upravičuje, ne? Se pravi, to zdaj ni več nekega okolišanja, ampak je tukaj neka zelo usodna tema pravzaprav, ne? Na tapeti. Tako da tudi pri naslovu se mi je zdela neka ta drznost umestna, da pač nekaj zelo pomenljivega. Ampak v prvi vrsti tisti prizor, ki sem ga prej omenila, da najprej ponavadi vidim nek prizor, iz katerega se potem vse razraste, ne? Se pravi, iz neke situacije, kar je v tem primeru prvo poglavje, se potem razrasel roman, ne? In ta prva situacija je na klancu, ne? Vse se začne na klancu, zato ker smo mi živeli na klancu in je mene to tako tudi pretreslo, no? To okolje oziroma prostor je vplival name, a ne? Z vsemi svojimi temi takšnimi in drugačnimi pomeni, a ne. Prizor se je začel na klancu in šele drugotno je bilo, da sem se jaz domislila, da pač na klancu roman pa že obstaja, ne. In seveda bi to meni zelo ljub roman, že v srednji šoli, pa potem sem ga še pozneje dvakrat brala, ne. Tako da je zagotovo vplival name že na precej nezavednem nivoju, ne. Kakorkoli, najprej bil moj motiv mojega domačega, preizkušenega klanca, a ne, tam, kjer sem živela, in potem je bila šele ta misel na Cankarja in potem sem videla, da tudi moja tema, materinstvo recimo, se nekako povezuje z njegovo. Potem so še neki drugi detajli, ki so prišli ali naključno ali pa tudi zavestno, a ne, v zgodbo, kjer so neke vzporednice lahko, recimo s Cankarjevim romanom. Tako da se mi je zdelo na koncu upravičeno, da izberem ta megalomanski naslov. Tako. In povsem ustrezen, ne? Ja. Ena izmed odlik vašega romana je tudi ta, ko sem ga začel brati, sem dobil občutek, da bo to roman o čustvih, o nekem razmerju. Ampak vi zelo spretno vpisujete v nove in nove like v svoj roman. Nekoliko ste že odgovorili in vendar, kako ste te like izbirali, kako ste jih snovali, kako ste jih oblikovali? To bi res težko tako, ne, zdaj racionalno pojasnila, ker je tukaj pri mojem pisanju veliko več tega instinkta, ne, da instinktivno sem nekako tukaj neke bolj arhetipske like ustvarila, ne, ki imajo mogoče zaledje tudi v nekih konkretnih osebah, ampak neko minimalno, ne. Bolj je ta neka, ne vem, bila tukaj želja, da je to hkrati zelo prepričljiv, zelo stvaren, zelo tak življenjski roman in hkrati neka taka čist simbolična zgodba, ne. O nekih brezčasnih likih, ki bi se lahko v kateremkoli
obdobju pojavile. Ne vem. Še ena odlika vsebuje vaš roman, in sicer zelo spretno vpeljete tudi socialno tematiko in tudi ekološko tematiko. Ja, glede socialne, ne, teh prekarnih delavcev in tako mi je moj nekdanji profesor Lado Kralj dal izjemen kompliment, ne, je rekel, da mu še nikoli ni bil ta prekarni položaj mlade matere tako jasen, kot mu je zdaj, ne, tako da mi je čestital. In ja, mogoče se meni sicer to ni zdela ena pomembnejših tem, pa vendar vidim, da bralce zelo nagovarja, no. Meni je bila to preprosto ena tema, ki jo tudi živim, a ne, in je nekako po tej plati tudi ta dimenzija se znašla v romanu. Pač res sem na lastni koži preizkusila, a ne, in delo samozaposlene kulturne delavke 8 let, recimo, in pa potem to, da želimo službo in iskanje službe, razgovori, pa vedno te začasne zaposlitve ali pa ta feedback, ta odziv, ki ga dobiš nekako, da si nezadosten, ne, kljub recimo diplomi in tako, da nikoli nimaš vseh kompetenc, sposobnosti, izkušenj, ki jih želijo in pričakujejo, ne, tako da to je, mislim, nekaj, s čimer se soočajo pač danes mladi, ne, pa tudi ne več tako mladi. Kot kratka zastranitev, moj občutek je, da slovenska književnost zelo redko pripoveduje o prekarnem položaju mlajših generacij, kot da tega pravzaprav v družbi ni. Imate mogoče kakšno razlago, zakaj ta molk? Ne vem, res težko bi rekla. Tako kot se mi tudi zdi, da niti ni toliko ekološke teme in kot se mi zdi, da ni otroških junakov prisotnih ali pa to, ta vzgoja pač nekih res najmlajših otrok, da če se že pojavijo otroci, so bolj kot neka imena ob strani, medtem ko odrasli živijo svoje življenje, kot da teh otrok sploh ni, ne? To je zelo tako nerealistično. Hvala vam za to iztočnico. Ja. Vaša Brina in Višnja sta zelo živi, živahni, prepričljivi, človeški, tako da čestitam za tudi ta dva lika. Hvala. Omenili ste pa tudi ekološko tematiko. Tudi to ste vpeljali zelo senzibilno, brez nekih pompoznih besed, ampak zelo diskretno skozi osebno izkušnjo. Ja, to se mi zdi nasploh pomembno v umetnosti, da pač vse, o čemer govorimo, tudi če je to še posebej, če je to neka aktualna in tudi politična tema in tako naprej, da to je v prvi vrsti naša osebna izkušnja, da mi osebno o tem nekaj ne samo mislimo, ampak da imamo do tega res globok odnos, ne. In ta moj odnos do okolja oziroma izkoriščanja narave in tako se je razvil v bistvu že čisto od mladih nog, ne. Jaz že odkar pomnim, se mi zdi, sem nenavajena živeti v tem svetu, ne. Tako kot bi me časovni stroj preselil v ta svet, ampak jaz se v vsem življenju pač doslej nisem navadila, ne, na bivanje v naši civilizaciji, ne. Se opravičujem, v katerem svetu se pa vidite? Ne bi mogla reči, da v kateremkoli preteklem času zaradi pač raznih drugih stvari, ki so bile zelo problematične, ne. Recimo vloga žensk v preteklosti mi absolutno ni nekaj, ne, da bi krepenela po tistem času, ne. Kar se tega tiče, sem zelo zadovoljna z napredkom, ki ga je recimo, no, ta naš zahoden svet naredil, vsaj v večini, no, se mi zdi, da ženska danes je v čist drugačnem položaju in ima svobodo in jaz to svobodo zelo čutim in zelo cenim, ne. Tako da to, ampak kar se tiče čist fizične pojavnosti našega sveta, ne, kako je praktično vse površje zemlje že preoblikovano, ne. To meni vedno znova en vir čudenja, en tak vir tega občutka tujosti, a ne, ki sem ga pa zgubila, ko sem živela zdaj tam, se pravi na našem klancu, recimo nad Litijo, ne, smo živeli v naravi. Tam pa se je v meni čist nekaj novega pravzaprav pojavilo, ne. Najprej prva leta seveda je bila to neka osama, neka skoraj prestrašenost, ne, po noči pač čista tema, pa živalski zvoki, a ne.
ki se slišijo skozi okno, tako res nenavadno, ampak potem skozi leta sem se temu privadila in je to postalo edino naravno in normalno stanje. Ne? In ker recimo je takšna odsotnost ljudi tam, da dobesedno nikogar ne srečaš in si lahko dneve sam, se toliko bolj pravzaprav začneš pogovarjati z naravo oziroma jo poslušati. Toliko bolj postaneš del nje. A ne? In to je tisto res naravno stanje, ko si tudi sam sebi najbližji. In to razmerje ste tudi lepo upisali v roman. Vrniva se še za hip k vaši pripovedi. V romanu je precej dialogov, ki zagotavljajo potem neke vrste dinamiko. Kdo pa ta roman pripoveduje in kako intervenira v besedilo? To je pa kar prezahtevno vprašanje zame. Nikoli nisem razmišljala o tem, kdo ga pripoveduje. Ne? Recimo, da ga pripoveduje pač preprosto nek del mene. To je lep odgovor. Ja. Povedali ste nam na začetku pogovora, kako ste pravzaprav nekako začeli pisati roman, kako ste ga snovali, kako ste ga pisali. Zanima me pa tudi ta, bi rekel, konec. Kdaj ste imeli občutek, da je zdaj res čas za piko, ne pa za nov razdelek ali za 3 piče? In tudi me zanima neke vrste pisateljski užitek ob koncu pisanja romana. Ste imeli ta občutek gotovosti, to je pa zdaj res to in konec? Ja, dejansko. Ker pri tem romanu je res tako zelo pomembno, da je nekako vse povezano, kot je vse povezano v naravi, da so tudi tukaj v bistvu stavki, poglavja, nekako, da je to med sabo prepleteno. Imela sem, čeprav sem rekla, da nisem imela načrta, ne, pa vseeno sem imela pa zelo močan notranji občutek, kdaj pride dramatični vrhunec, kdaj pride razrešitev, kdaj pride konc. Nekako po tem Evinem nastopu, na tisti konferenci, kjer se nekako še na mal drugačen način, mal bolj eksplicitno, pa tako naprej sooči s to temo, odpre svetu, poveže s svetom in tako, se mi je zdelo pač, da to je zdaj tista bližina konca in da potem samo še nekaj korakov, da izveni, ne. Oziroma tako kot kitara odbrenkamo, odpojemo pesem in potem samo še za konec nekaj brenkov, da izveni v pravem. Zdaj bi lahko končala pogovor s kakšno kitaro, s kakšnim kratkim akordom in vendar imam še eno kratko vprašanje. Eva, prebija se skozi življenje in nekako postaja, ne bom rekel boljša, ampak ji uspeva nekako živeti. V romanu je vrsta likov. Nekaterim to uspe, nekaterim ne. Kako ste se odločili kot avtorica, kot nekdo, ki ustvarja nek svet, ki je ustvaril nek svet, kdo bo nekako preživel, kdo bo pa nekako končal na nekem stranskem tiru? Ste imeli radi svoje junakinje, junake? Zelo rada. Kdo na jetra? Zelo rada. Ne, sploh ne. Sploh ne. Tudi Gregorja recimo, ne, imam zelo rada in sem poskušala pravzaprav zelo razumeti tak tip moškega recimo, oziroma pač veliko tega opažam, a ne, to vrstnega vedenja in to vrstnega umikanja iz družbe pa iz družine, predvsem pri moških, ne, ker zadnje čase recimo s kolegico sva se tudi pogovarjali, pa z Mihom Macinjem sem se tudi o tem pogovarjala, da so ženske povsod, ženske se udejstvujejo, a ne, od športnih do kulturnih dejavnosti, ženske so bralke, večinske in tako naprej, ne, vzgajajo otroke in tako, da moški se pa precej umikajo, ne, da je to zdaj spet neko obdobje oziroma se je tudi že v preteklosti bilo, ne, pa mogoče na drugačen način ali kaj, zdaj se moški nekam izginjajo, ne. Moram vas vprašati, imate kakšno razlago, zakaj? In to je zadnje vprašanje. Preenostavno bi bilo reči, ne, da je vsega kriva tehnologija, ne. Kljub temu pa mislim, da ravno tehnologija je tista ključna točka, kjer moramo res zelo odgovorno mi zavzeti odnos do nje, ne da ona pač
poseže po nas in se nas polasti, ne. In tukaj so mogoče ženske vseeno že po naravi nekako bolj nagnjene k ohranjanju teh človeških odnosov, ne. Moški pa nekako potem bolj podležejo, ja, temu, da res veliko ur na dan, a ne, prebijajo pač pred zasloni. Tina Vrščaj, hvala za vaš roman Na klancu in hvala za pogovor. Hvala vam. V oddaji Izšlo je smo predvajali pogovor Marka Golje s Tino Vrščaj, avtorico romana Na klancu. Na začetku in koncu oddaje pa ste slišali odlomka iz pesmi Drevo kantavtorja Tomaža Pengova. Pogovor je posnel Vjekoslav Mikes.